Epidemija novega koronavirusa je pustila zelo konkreten odtis v celotni družbi, seveda tudi in predvsem v zdravstvu. V tem kontekstu je danes vprašanje, kakšna bo prihodnost zdravstvenega sistema, kako vzdržen bo ta ostal. Zanima me, kakšno je trenutno stanje v zdravstveni blagajni, kajti vemo, da je prišlo tako do zmanjšanja prispevkov, pa tudi novi dodatni nepredvideni stroški so povzročili posledice. Ja, epidemija je res kar močno zarezala tudi v slovenski zdravstveni sistem, tudi v celotno ekonomijo. Vlada je kar hitro ukrepala, spremljala različne ukrepe, predvsem v smislu pomoči gospodarstvu, tako da jih je recimo razbremenila obveznosti za bolniška nadomestila za prvih 30 dni, nekaterim odpisala prispevke oziroma oprostila prispevkov, nekaterim odložila prispevke. To je tudi vplivalo na stroške blagajne, vendar so bile tukaj na nek način zadeve povrnjene iz proračuna, tako da se te zadeve nekako ne kažejo finančno na sami blagajni ali vsaj ne na dolgi rok, mogoče likvidnostno da. Na daljši rok pa naj bi to povrnil proračun. Pustil je pa ta virus precejšnje posledice, predvsem pri bistveno zmanjšanih prilivih iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Kot veste, je blagajna v večinskem delu odvisna od tega vira, 96% virov prihaja iz prispevkov, ki jih plačujemo delodajalci, delojemalci. V pomladanski napovedi Umarja se je že nakazovalo, da bodo ti prispevki letos manjši, no zdaj junijska napoved Umarja pa je dejansko potrdila, da bo teh prilivov pomembno manj in če govorimo o številkah, gre za praktično 200 milijonov manj prispevkov v letošnjem letu do konca leta. To je pravzaprav skoraj da cel prirast, koliko smo pričakovali, da bo več, kot je bilo v letu 2019. 200 prispevkov je velik znesek in ga ni kar tako enostavno nadomestiti. To je prihodkovna plat vpliva epidemije, imamo pa še seveda tudi vpliv na odhodkovno plat. Namreč zdravstvo se je sploh tekom razglašene epidemije moralo odzivati nekoliko drugače. Bile so pač tukaj vzpostavljene vstopne točke za identifikacijo okuženih, določeno načino zdravljenja, je bilo vzpostavljeno popolnoma na novo, veliko denarja je šlo tudi za zaščitno opremo zdravstvenega osebja, pa tudi seveda pacientov, tako da tukaj so dejansko nastali nekaj stroški, ki pravzaprav niso bili v prejšnjih letih sploh prisotni. Nekako je bilo predvideno, pa ni še popolnoma odločeno, da bo za čas epidemije pokril to državni proračun. To navsezadnje na nek način narekuje tudi veljavna zakonodaja, kako ravnati v primeru naravnih nesreč, in epidemija je ena izmed naravnih nesreč. Po 1.6. pa naj bi te stroške, dodatne zaščitne opreme, bile vključeni nekako v cene zdravstvenih storitev, kar seveda pomeni povečanje cen zdravstvenih storitev in seveda dodatno obremenitev za blagajno zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Moram še na tem mestu povedati, da imamo na nek način tudi v letošnjem letu še kar nekaj dolga iz prejšnjih let za urediti z financiranjem zdravstva, saj pričakovanja izvajalcev zdravstvenega varstva so takšna, namreč vlada je v prejšnjih letih dogovarjala boljše vrednotenje dela zdravstvenih delavcev, to dogovorila v kolektivnih pogodbah, pa vendarle ni bil zagotovljen dodaten denar. Pogodbe z izvajalci so nekoliko nižje ovrednotile delo zdravstvenega osebja, kot je ovrednoteno v kolektivnih pogodbah. To se je nekako
odločalo tudi sklepi vlade v pogojih, ko pač preprosto nismo imeli dovolj denarja, da bi plačali vse tisto, kar je na nek način obveza izvajalcev zdravstvenih storitev. Tukaj se je letos spremenila zgodba v toliko, kolikor je pač sodišče v nekaterih primerih priznalo to vrste stroške, dejansko kot obveznost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To seveda pomeni, da bomo imeli tukaj dejansko zelo čvrste terjatve strani izvajalcev zdravstvenih storitev, to pomeni približno 43 dodatnih milijonov. Za 1.7. tudi nastajajo obveznosti, ker zakon predvideva tako imenovano redno delovno uspešnost za izvajalce, to pomeni še dodatnih 12 milijonov. Skratka, tukaj se kar na nek način obveznosti blagajne akumulirajo. Predvidevamo sicer, da bomo imeli zaradi izpada nekaterih programov, ker jih pač ni bilo možno izvajati v času krize, nekoliko manj obveznosti do izvajalcev, ker pač program ne bo v celoti realiziran. Iz tega naslova naj bi bilo 85 milijonov manj obveznosti. Upam, da sicer ne bo prišlo do tega, ampak takšno oceno imamo trenutno na mizi. Vendar kljub temu, če pogledamo, kakšne bodo manjši prihodki letošnjega leta in večje obveznosti, nekako ocenjujemo, da bomo imeli na koncu leta 270 milijonov premalo denarja. 270 milijonov je, kot že sama številka pove, velik znesek. Nekaj tega bomo pokrili iz presežkov prejšnjih let, tudi iz rezerv, ki jih ima zavod iz prejšnjih let. Nekatere so bile pač te rezerve oblikovane, ker preprosto zavod ni smel uporabiti več, kot mu je dovoljeval odlok Državnega zbora. Tako da imamo teh vseh skupaj prihranjenih, privarčevanih sredstev 120 milijonov. Skratka, na eni strani imamo 270 milijonov več obveznosti, prihranka presežkov iz prejšnjih let 120 milijonov, kar pomeni, da bomo imeli do konca leta nekako 150 milijonov manj, kot bomo potrebovali. 150 milijonov je približno toliko, kolikor zavod mesečno namenja izvajalcem zdravstvenih storitev za njihove storitve. To je velik znesek, to je recimo več, kot je proračun ene regijske večje bolnišnice, recimo Celjska bolnišnica je cenovno nekako 120 milijonov na letnem nivoju. Skratka, gre ne za minoren izpad, gre za velik izpad, kar smo nekako v zavodu ves čas spremljali, kakšni so učinki epidemije in bom rekel tudi na prihodkovni strani, smo opozarjali naše resorno ministrstvo, opozarjali tudi Ministrstvo za finance, tudi vlado, ves čas, da se pač ta razkorak veča med prihodki in odhodki in da bi bilo smiselno tudi za zdravstvo pač v okviru tako imenovanih svežnjev korona zakonodaje zagotoviti dodatna sredstva. Pa se to pač v 1., 2., 3. in tudi v 4. svežnju ni zgodilo, tako da smo, kot zdaj trenutno vidimo pred seboj, tako 4. možnost ali celo 5. možnost, da bi se ta zadeva uredila v okviru rebalansa finančnega načrta države. Vlada pripravlja rebalans finančnega načrta proračuna do konca meseca avgusta, je nekako rok, ko mora vlada predložiti rebalans v Državni zbor. Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje je na junijski seji tudi bil zelo ekspliciten in dal pobudo, da se ta razkorak pokrije iz virov državnega proračuna. Zaenkrat odgovora nimamo, imamo pa nekako ustno zagotovilo ministra in ministrstva, da bodo pospešeno iskali rešitve v tej smeri. In kaj situacija, ki ste jo tako izčrpno opisali, pomeni za tiste, ki jim je delovanje zdravstva namenjeno, za paciente, za zavarovance? Vemo, da so bile čakalne dobe že pred samo epidemijo
dolge, na nekaterih področjih bistveno predolge, zdaj so se še podaljšale. Kako bo v prihodnje? Ja, pri čakalnih dobah se pravzaprav konča tudi zelo, pomembno vprašanje, ali so pravice, storitve, zdravila dejansko tiste, ki so v zakonu zagotovljene, tudi na razpolago, so dostopne ali niso dostopne. V prejšnjih letih smo imeli problematiko dolgih čakalnih vrst pogosto na agendi in se nismo uspeli znebiti. Dejansko je čakanje prisotno v vseh zdravstvenih sistemih, ampak v večjem obsegu tam, kjer je dejansko potreb, povpraševanja bistveno več, kot je razpoložljivih virov. Nekako smo se s tem problemom ukvarjali, kot rečeno, zadnjih 4-5 let in dodajali smo določena sredstva, dodajali smo določene programe. Ni nam uspelo vedno toliko, zagotoviti dodatnih programov, kot bi si želeli ali potrebovali. Včasih je bil problem denar, omejenost finančnih virov, pogosto je bil pa tudi problem kadrovskih virov pa drugih kapacitet za zdravljenje. Ampak recimo v lanskem letu smo vključili, oziroma za letošnje leto, smo vključili plačevanje in dodatne finančne vire za neomejeno izvajanje posegov operativnih na hrbtenici, na ramenu, kar je dosežek. Ali se bodo dejansko skrajšale čakalne dobe, zaradi tega bo pokazal čas. Tista, kar pa je na nek način vpliv epidemije na čakalne dobe, pa je dejstvo, da se praktično od 14. marca pa do konca meseca maja, da so se programi izvajali le nekoliko, bolj v okrnjenem obsegu, da so se, mogoče še najbolj krčile specialistične ambulante oziroma storitve specialističnih ambulant. Zobozdravstvo je precej, upadla dejavnost tekom epidemije zaradi dodatnih zahtev po zaščiti, nejasnih protokolov. Nekako smo beležili v prvih 4 mesecih približno 90% realizacijo, skratka 10% programa je praktično izpadlo iz izvedbe. Nekako čutimo eno veliko zavzetost izvajalcev, da bi poskušali do konca leta ta primanjkljaj nadoknaditi z dodatnimi organizacijskimi ukrepi, z delom popoldan, zvečer, z nadurnim angažiranjem sodelavcev. Pa vendarle ocenjujemo, da bo to zelo težko realizirati do konca leta, tudi zato, ker so postopki zdravljenja, ko moramo živeti z virusom, nekoliko zahtevnejši in časovno potratnejši. Tako smo že v prejšnjih finančnih projekcijah, ki sem jih prej omenil, nekako ocenili, da bomo imeli približno za 84 milijonov manj realiziranega programa letos. To nedvomno potem seveda vpliva tudi na podaljševanje čakalnih dob. Toliko programa je precej, v prvih 4 mesecih je spadlo približno 22,000 posegov v bolnišnicah, to je velik obseg. Zdaj, ali bomo ga uspeli nadoknaditi do konca leta, ne vemo. Še eno posebnost bi veljalo tudi upozoriti. Čakalne vrste vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje preko e-naročanja. Te nerealizirane storitve tekom epidemije je potrebno na nek način na novo umestiti v neko časovnico. Ministrstvo je izdalo usmeritve, kako se naj bi to izvedlo, s nekimi ponovnimi preverjanji potrebnosti tovrstnih posegov z neko triažo, pa vendarle se na nek način še ni ugotovilo dejansko, koliko imamo neposrednega vpliva epidemije na čakalne vrste.
Meni so znani podatki NIJZ-ja šele na datum začetku marca 2020. Ostalo so pa, bolj sklepanja, predvsem v zavodu imamo seveda natančne podatke o realizaciji izvedenih programov, iz tega lahko sklepamo, torej koliko manj je bilo izvedenih programov kot v preteklem letu, ne moramo pa direktno sklepati, koliko bo to vplivalo na čakalne dobe, na čakalne vrste. Bodo pa podaljšanje. Po izkustvih pacientov, dolgoletnih bolnikov, s katerimi sem se pogovarjala, so se čakalne dobe za storitve, na katere morajo redno hoditi, se jih redno udeleževati, so se pač močno podaljšale, izrazito. Zato morda vprašanje, kako dejansko bodo pravzaprav pacienti občutili posledice epidemije. Najbrž to ne bo preprosta zgodba, najbrž bodo posledice opazne. Ja, zdravstvo je zelo kompleksna struktura, družbena struktura. Imamo storitve, ki so seveda zelo na nek način povezane z bolečino, z funkcijo telesa, z nadaljnjim potekom zdravljenja. Nedvomno tukaj vse te odložene storitve lahko pomenijo za nekatera področja tudi poslabšanje zdravstvenega stanja in seveda tudi bolj zahtevno zdravljenje v bodoče. Tako je recimo na področju onkologije, kjer je zelo ključno, kdaj se zaznajo prvi znaki karcinoma in seveda se naj bi zdravljenje čim prej začelo. Tudi na nekaterih drugih kardiovaskularnih recimo področjih so zelo pomembna zgodnje zaznavanja kakšnih simptomov, ki kažejo na morebitne srčne infarkte in podobno. Tukaj na teh dveh recimo izpostavljenih je nedvomno odlašanje nekako lahko celo usodno za paciente ali pa vsaj zelo drago tudi za družbo, ker je potrebno kasneje pomembno več intervenirati. Na nekaterih področjih so pa seveda kakšne odložene storitve mogoče boleče, pa vendarle nimajo takšnega funkcionalnega vpliva. Tako da, zdaj, ko bi se lotevali neke vrste sanacije stanja, bi morali se predvsem zagnati v tista področja in v tiste bolezni, kjer je vsako nadaljnje odlašanje še kako kritično za same paciente. V pogovoru z zdravniki na različnih nivojih v zadnjem času moram reči, da niso ocenili samo negativne posledice epidemije, ampak pogosto sem tudi slišal mnenje, da so v času epidemije ali pa teh zahtevnejših načinov zdravljenja prihajali v ambulanto predvsem pacienti, ki so zares potrebovali pomoč zdravnika ali zdravstvenega osebja. Ali drugače povedano, je tudi verjetno nekaj takšnih napotitev v običajnem načinu življenja, ki so mogoče ne tako res potrebne za pacienta in tako koristne za njegovo zdravje. Tako da je tudi kriza na nek način prispevala k nek način redefiniranju posameznih postopkov in ponovnemu preverjanju, ali so res vse tovrstne storitve koristne in potrebne. Tudi tu bi mogoče veljalo omeniti, da smo tekom epidemije ves čas tudi razmišljali, kako čim manj obremenjevati tako paciente in zdravstveno osebje z administrativnimi postopki. Tako smo uveljavili nekaj poenostavitev pri napotovanju pacientov na kontrolne preglede in smo to na nek način tako poenostavili, da praktično ni potrebno pacientu nazaj iti k svojemu zdravniku, družinskemu zdravniku,
ampak to že lahko specialist sam na nek način podaljša veljavnost napotnice, kar je seveda privedlo do tega, da je bilo napotovanj nekoliko manj, ker je pač že nekdo, ki je pričel zdravljenje na sekundarnem nivoju, se je potem lahko tam tudi ne glede na to, da je nekoliko daljše časovno obdobje vodilo znotraj ene napotitve družinskega zdravnika. Presenetljivo zame osebno je tudi to, da je bilo pomembno manj napotitev na nujne in na zelo hitre storitve, zelo tiste, torej z visoko prioriteto. V teh časih razglašene epidemije je bilo to vrstih napotitev celo okrog 20% manj. To da misliti, ali so bile res v prejšnjem času, recimo v prejšnjem letu, te nujne in zelo hitre storitve res tako potrebne, in so morali pacienti iskati pomoč, ali mogoče tudi kakšna izsiljena, taka hitra napotnica. Da pa seveda tudi misliti, če so bile te res nujne storitve nekako odložene zaradi straha pred zdravljenjem v nekem bolj občutljivem obdobju možnosti tveganja za okužbo. Če so bile zato odložene, ker so se ljudje preprostovali, seveda bi lahko tovrstne predložitve vplivale na samo zdravje. Tako da mislim, da bomo morali čez kar temeljito evaluirati posledice tovrstnih sprememb, ki so bile kar dramatične v obdobju epidemije. Pa kot kaže, na žalost, se ta epidemija ne bo zaključila z uradno prekinitvijo z koncem meseca maja, ampak bomo morali na nek način tudi v bodoče živeti z večjimi tveganji okužbe, seveda zato pa se tudi ravnati drugače, ravnati bolj zaščitniško, imeti na operacijski mizi nekoliko manj pacientov, kot smo jih bili vajeni, ali pa v ambulanti sprejeti tekom dneva nekoliko manj pacientov, ali pa v zobozdravstveni ambulanti obravnavati tekom dneva manj pacientov, kar seveda pomeni to, da če bomo želeli podobno dostopnost, kot smo imeli doslej, zagotoviti tudi več kapacitet. Več kapacitet, mogoče pa tudi na nek način vsebinsko ponovno pregledati klinične smernice, kako zdraviti kakšne bolezni, kako izvajati kakšne postopke in na nek način presoditi, kaj je danes in tukaj res najbolj učinkovito, kar je nujno za pacienta v njegovo dobrobit, v njegovo zdravje. V bistvu je jasno, da se celovitim spremembam ne bo mogoče izogniti, ob tem pa se človeku pravzaprav poraja v bistvu spomin na ne tako nedavno preteklost, ko so se vrstili poskusi uvedbe reforme na področju zdravstva, pa do tega nekako ni prišlo. Utegne se zgoditi, da se bo pač nekako glede na nastalo situacijo to zgodilo zdaj. Ja, če se ne motim, je naš bivši predsednik Janez Drnovšek enkrat izrazil misel, ki drži tudi danes. Vsaka kriza je tudi priložnost in če bomo želeli delati v pogojih, kjer nas obkrožajo takšni agresivni virusi, bomo morali delati drugače. Če bomo želeli na nek način zagotavljati podobno raven kakovosti in dostopnosti zdravstvenega varstva, bomo morali delati drugače. Skratka, je to neke vrste prisila, da spremenimo postopke, da tudi zagotovimo nekaj več finančnih in kadrovskih virov za zdravstvo, da verjetno vlagamo nekoliko več tudi v posodabljanje samih kapacitet in uvajanje novih tehnologij, tudi takšnih, ki omogočajo zdravljenje nadaljavo.
mimogrede tekom epidemije smo kar nekaj tovrstnih storitev pospešeno uvedli. Zdaj razmišljamo, ali je smiselno to obdržati, mogoče dopolniti. Skratka, kriza tudi pomeni neko priložnost in jemljimo tudi to kot neke vrste pozitivno izkušnjo in seveda delamo naprej. Zdaj, ko pa pridajo zadeve v mlin političnih odločitev, je pa seveda izid nepredvidljiv. Verjetno, če smo prisiljeni nekaj narediti, bomo prišli do konsenza nekoliko prej, hitreje in bodo ti časi tudi kompromisi prišli v operativo. Zdaj nimamo najboljših izkušenj. V preteklih letih vemo, da se je zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju kar velikokrat že bom rekel, začel, odpiral, tudi nekoliko bolj širšem obsegu pričakovanih sprememb, pa nismo prišli do tega, da ne govorim sploh o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Imamo nekaj že skoraj desetletje pa pol različne verzije zakona. Zdaj dejansko trkajo demografske spremembe na slovensko družbo tako močno. Pokazalo se je, da imamo v domovih za starejše občane res zdravstveno oskrbo, res tako še komaj zagotovljeno z nekimi minimalnimi normativi, kar se tiče zaposlenih. In če je to tista populacija, ki je še najbolj občutljiva za takšne epidemije, dejansko smo pač izkusili, da je potrebno dejansko to področje, ta področja močno okrepiti, če želimo na nek način normalno delovati, ne luksuzno, ampak normalno delovati, tako da mislim, da je nekako v družbi res dozorelo in poenoteno pojmovanje, da bo potrebno dolgotrajno oskrbo sistemsko urediti, zagotoviti trajen vir in seveda pomembno odskočiti od sedanje prakse, ki jo pač imamo že vrsto let praktično na enakem nivoju. Torej, strukturne spremembe so na nek način neizbežne. Tako, ne, in dejansko se je marsikaj od tega potrdilo oziroma še toliko bolj izpostavilo prav med prvim valom epidemije. Tako da res človek upa, da se bodo zdaj stvari pospešeno spremenile. Navsezadnje so poslanci zdaj vendarle sprejeli tudi predlog, po katerem bodo domovi za starejše dobili 30 milijonov evrov za dodatni kader. Seveda pa bo treba doseči tudi druge spremembe, ki sodijo zraven. Ja, na nek način pozdravljam, da je tukaj nekaj dodatnega finančnega vložka v domove za ostarele, se pa kot plačnika zdravstvenih storitev mi pojavlja vprašanje, ali bodo ti vložki zadostni, če bodo samo 2 leti, kot zakon predvideva. Odgovor je seveda negativen, ne? Tukaj so potrebni stalni viri za izboljšanje kadrovske normative, tako da tak zakon bo pomagal zdaj kratkoročno, ampak tako, tu gre le za prehodno injekcijo. Gre za prehodno injekcijo, tako je. Drugo vprašanje pa seveda ni samo zagotoviti finančne vire, ampak tudi osebje in pogoje dela tega osebja, ne. Vemo, da imamo v Sloveniji krizo pri zdravnikih, jih je malo, manj kot v evropskih državah, da imamo torej močno obremenjene, tudi pri sestrah se pri nekaterih kaže močan primanjkljaj, tudi tega negovalnega osebja imamo relativno malo, ga uvažamo, smo ga uvažali, umeščenost in plače tega osebja so relativno skromne,
Tako da tukaj bo potrebno narediti še kaj drugega, kot pa samo zagotoviti dodaten denar za več teh ljudi, ker če jih bomo več imeli v domovih, jih bomo lahko imeli jutri premalo v bolnišnicah ali pa še kje drugje, tako da čim bolj celovit pristop, pa ne vem, neko kombinacijo različnih ukrepov, verjetno tudi z uvozom kakšnih dodatnih kadrov, z širitvijo kapacitet, z mogoče ponovnim preverjanjem kompetenc, ki jih imajo zdravstveni delavci, vsekakor ne pa z samo krajo kadrov na enem področju, pa krpanjem ran na drugem, to nam ne bo veliko pomagalo. Ampak pozdravljam pa seveda, da se je Državni zbor izjasnil do tega, da je tukaj dejansko potrebna injekcija in upam, da ne bomo pri tem končali, tukaj, da smo samo začeli. To naj bi bila iztočnica, pravzaprav glede na to, da vemo tudi, kakšna je iztrošenost poslopij, naprav v zdravstvu, če pogledava še malo širše, situacijo je treba reševati celovito. Ja, tukaj, veste, nas dejansko, bremenijo neka takšna stališča družbe, kakor družbe, v preteklih letih, ko pač zdravstvu preprosto nismo namenjali zadostno količino finančnih virov in smo seveda bili prisiljeni v zdravstvu varčevati v prejšnji krizi, ne spomnim na tisti zakon o urejanju javnih financ, smo dejansko morali zniževati cene zdravstvenih storitev, ker je to pač zahtevala država in tudi nismo smeli poslovati za izgubo v zdravstvu, smo skratka zmanjševali cene zdravstvenih storitev. Zdravstvo se je pač moralo organizirati v okviru teh omenjenih sredstev. Organiziralo pa se je seveda tako, da ni bilo vložkov v razvoj, ali pa manj jih je bilo, ni bilo vložkov v obnavljanje opreme. Tudi država je skoraj, da bom rekel, pozabila ali zanemarila vlaganje v, gradnjo novih kapacitet, slovenske bolnišnice so po večini zelo stare, so bile narejene v času, ko je bila zdravstvena tehnologija precej drugačna. In tako kot v domačem gospodinjstvu včasih razmislimo, je vredno vlagati v neko staro hišo, pa jo na vsak način ohranjati pri življenju ali boš mogoče začeti znova, tako bi verjetno tudi tukaj se veljalo kakšni stari bolnišnici, fizično mislim stari bolnišnici odpovedati, pa namesto 2 starih narediti neko novo, pa mogoče tudi reorganizirati mrežo bolnišnic na bolj učinkovit in racionalen način. Tako da tu nas čaka, zaskrbljujoča je številka, da je več kot 80% opreme amortizirane, skratka že takšne, ki bi lahko rekli, da je že potrebna zamenjave. To seveda potem dejansko na nek način zmanjšuje lahko tudi učinkovitost zdravstva, če imamo to vrsto opremo, ki se pogosto kvari, ki na nek način je draga za vzdrževanje, pa je tudi, rečemo po domače, out of date, je pač takšna, kot jo zdajšnje zdravstvene tehnologije ne podpirajo več. Tako da, ja, tudi pri investicijah v zdravstvu je nujno narediti kakšen preboj naprej v naslednjih letih. Sicer ni nujno, da bomo naslednjo epidemijo preživeli tako uspešno, kot smo to prvo. In tukaj mislim, da je svetno znova ponavljam, velja so pohvale izreči zdravstvenemu osebju in tudi navsezadnje vodstvo zdravstvenih zavodov, tudi politiki, da smo uspeli v Sloveniji le epidemijo obdržati v takšnih obsegih, v takšnem obsegu kot najboljše evropske države, najbolj učinkovite.